No, ena posebna vrsta delilnega razmerja je pa taka, ko moramo mi eno količino razdeliti v to razmerje, ne. Recimo imate otroke, enega imate malo bolj radi, enega malo manj radi in seveda bi njemu dali več bombončkov, a ne. Recimo, da ga imate trikrat bolj radi od drugega, ne, bi mu dali v razmerju 3:1 bombončke. No, upam, da niste tako pristranski, pa da samo, kadar imate, ne vem, večji vrt, več posadite, a ne. Tako, no, pa si bomo ta primer delilnega razmerja ogledali kar na parceli. Se pravi, imamo dve parceli in bi radi posadili 200 sadik zelenjave v razmerju 7:3. No, pa če si predstavljate, recimo mogoče tole naj bo parcela 1, ne, tole pa naj bo parcela 2. Če jih imate 200 sadik, pa bi hoteli 7:3, to pomeni, da vi boste vzeli eno sadiko, pa jo boste tule, še eno, pa še eno, pa še eno. Kdaj se boste ustavili? Ja, zdaj, če si ne znate izračunati, koliko kam, bi rekli tako, ja nič, 7 jih dam v to, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 7, potem pa v drugo pa 3. Pol pa spet 7 v to, pa 3 v tole, ne. Pa tako naprej, tako bi nadaljevali, dokler ne bi porabili vseh sadik. No, obstaja pa seveda tudi račun, in sicer zdaj, če bi pogledali eno vrstico, koliko mi sadik porabimo za eno vrstico? 10. 7 tu, pa 3 tu. Pa za drugo vrstico? Tudi 10, ne. In zdaj, če dobro pogledamo, koliko smo v bistvu prišli do 10. 10 smo dobili 7 plus 3. Okej. Zdaj pa, če pogledamo 200, pa če bi jemali po 10 sadik, ne, saj ni važno, katero parcelo bi dali. Potem, kdaj se bo to izšlo? Ja, ko vseh teh, ko vse razdelimo, se pravi, če 200 delimo z 10, potem dobimo 20. In to pomeni, da bo teh vrstic vsepovsod 20, a ne. Smo delili. In zdaj, kako bi mi razdelili teh 200, da bi dobili 7:3? Ja, rekli bi takole: 7 desetin od 200 nas zanima, koliko je, pa zanimajo nas 3 desetine od 200, koliko je. Se pravi, tule bomo dali 7 desetin v tegale, tule pa 3 desetine od celotnega šopa sadik. To so že tovornjaka sadik, traktorja sadik. Poglejmo, če to drži. 7 desetin od 200, to je 7 desetin krat 200, 10 pa 10 pokrajšamo in dobimo 140 sadik. Okej. 3 desetine je 3 desetine krat 200, to je 10 pa 10 se pokrajša, 3 krat 20 je pa 60. Evo, če tole vse seštejemo, je 200. Če bi pa tule zdaj prešteli 20 krat po 7, 2, 3, 4, 5, 20 krat dol, 7 sadik, bi jih res bilo 140. In če bi tule prešteli 3 krat 20 dol, bi jih res bilo 60, ne. Se pravi, kaj naredimo, je, seštejemo tale dva, da dobimo eno vrstico oziroma en del, potem pa ta celi del, ta del, tale, ne, dobimo, da je to 10 skupaj in potem pogledamo, kolikokrat gre v celoto. Kolikokrat ves material, v celoto. Okej, no. Mogoče sem malo zakomplicirala, pa mislim, da se bo na primeru takoj razjasnilo, kaj hočem vam povedati. Se pravi, 170 je treba razdeliti tako, da bojo 3 deli na levi strani proti 2 delom na desno. Skupaj, ne, smo rekli, če je 3
proti 2 bojo skupaj, ena vrstica bo za 5 delov. Zdaj pa kaj moramo mi narediti? Moramo dobiti 3/5 od te naše celote, pa 2/5 od te naše celote. Okej? Od je krat, se pravi 3/5 krat 170 in dobimo 3 krat 170. Ja, deljeno s 5. Ja, 102. Se pravi 102 in pa 2/5 od 170. Zdaj pa lahko naredimo 170 minus 102 ali pa 2 krat, se pravi 2/5 krat 170 in 2 krat 170 deljeno s 5 in dobimo 68. Tako, primer 2 si ostavite, pa poskusite same. Jaz ga bom pa kar zdajle takoj rešila. Se pravi, ustavite, poskusite sami, potem pa bomo rešili še skupaj. Zdaj pa imamo 250 centimetrov, je treba razdeliti v 1 proti 3 proti 4. Zdaj pa namesto, da bi imeli samo 2 take parceli, imamo 3. Ampak nič hudega, postopek je enak. Najprej rečemo 1 plus 3 plus 4, to je 8 in 250 centimetrov, zdaj moramo razdeliti tako. Najprej 1/8 od 250, potem 3/8 od 250 in na koncu še 4/8 od 250. To je 1/8 krat 250, to je 1 krat 250 deljeno z 8. Je 31,25. Centimetrov, ne, ker so tamle centimetri. Potem imamo 3/8 od 250, to je zdaj 3 krat 250, je deljeno z 8, je 93,75. No, pa še 4/8 od 250, se pravi 4/8 krat 250 je pa 125 centimetrov. Pa toliko centimetrov. To je pa primer delilnega razmerja. Tako, zdaj pa bo še na vas, da rešite nekaj nalog. Tele naloge se poskusite lotiti in razdeliti. Jaz vam malo pustim oziroma dajte si na pavzo, da pregledate, potem bomo pa rešili naslednjič, no. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!